Ob meni je eden najbolj zaželenih avtomobilov zadnjega časa. To ste dokazali vi, številnimi prijavami na naš poletni dogodek e-volan, in to so dokazali fantje v naši ekipi, ker so ga enostavno vsi želeli voziti. Je bil kdo razočaran? Niti eden. Ključno z mano ne. Za večino voznikov bi bil tole lahko popoln avto, če ne bi stal skoraj 38.000 evrov, z malo boljšo opremo kot pri tem pa že več kot 42. Ampak dobite dva motorja. Ja, pogledajte, kako je tukaj vse stlačeno. Tole je turbobencinski 1,4 litrski 4-valjnik TSI, ki sebe iztisne 110 kW, 150 konjev. Tole je pa še dodaten električni agregat, ki sebe stisne 75 kW, torej 102 konja. Sistemska moč ni kar seštevek obeh, torej nima 250 konjev, ker motorja delujeta v različnih režimih, vseeno pa je konjičkov čez 200. No, kilovate so lepše zaokrožili, 150 jih je. Ok, zdaj pa vožnja. Če obožujete moderne tehnologije, vas bo totalno prevzela. Tale Golf speljuje samo na elektriko, lepo pospešuje, vse je tiho. V bistvu ugotovite, da je podvozje kar naenkrat glasno na slabih cestah, ker ni drugih zvokov, razen od vetra in koles. Ko je baterija prazna ali se peljete več kot 130 km/h, se pa vklopi še bencinski motor. Dokaj tiho. Skupaj lahko za kratek čas Golfa poženete celo do 222 km/h. Ampak, ko greste na dolgo turo, se baterija zelo hitro izprazni, tako da je potem motor med nezahtevno vožnjo polni, da lahko spet pomaga pri vožnji v klanec, med prehitevanji ali speljevanji. Torej, če se pogosto vozite daleč, pozabite na takšen avto. Nima smisla, čeprav poraba niti ni prevelika. Zaenkrat na testu pod 7 litri bencina na 100 km, če ne upoštevam še dodatnih stroškov za elektriko. Verjetno vas samo številke ne zanimajo. Ali pa vseeno, gledajte, na tej postaji, ki lahko polni z 22 kW, se tale Golf lahko polni samo 3,6 kW, kar pomeni, da se bo čisto prazna baterija napolnila v nekje 2 urah in pol. Z njo potem prevozite v teoriji 50 km, pa tudi v praksi sem sam naredil več kot 40 km, ko v mestu ni bilo preveč prometa in ni bilo prevroče, ker klima požre ogromno energije. Zelo dobro v bistvu, za vsak dan čisto dovolj. Ko je prometa veliko, zunaj pa vroče ali mrzlo, je pa doseg nekje od 25 do 30 samo na elektriko. Doma se baterija, ki ima 8,7 kWh, polni slabe 4 ure. Razen, če si za 790 evrov kupite še malo hitrejši domači polnilnik, da ga nafila v 2 urah in pol. No tisti, ki se pa recimo samo 2-krat na leto odpravite kam dlje, boste pa z njim ogromno prihranili pri gorivu. Ampak ste že na začetku odšteli toliko zanj, da se vam verjetno bolj splača vzeti GTD-ja, pa ne boste čisto nič na slabšem. Ja, za ljubitelje je. Kljub oznaki GT v imenu niti za dirkače ne. Avto tehta prazen tono 600, tako da si lahko predstavljate, da ni najbolj lahkoten za vožnjo v ovinkih, čeprav se vseeno zelo dobro pelje. Zaradi sprednjega pogona mu manjka tudi zapora diferenciala, ker se notranje kolo zelo rado vrti v prazno, ker je pač toliko navora ves čas na voljo. Ja, najboljše iz vseh svetov še ne pomeni, da je lahko najboljše na vseh posameznih področjih. Je pa tole po našem skromnem mnenju vseeno verjetno najboljši kompromis med vsemi hibridi v tem trenutku. No, s tem avtom se začenja tudi neka nova doba in takšnih bo še veliko, kar pomeni, da bodo vsi tudi cenejši. Potem pa šele lahko pričakujemo še polna električna vozila.